Lepo pozdravljeni in dobrodošli v čisto pravi poletni oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in danes se bomo v času primerno dotaknili še ene čisto poletne teme. V naših oddajah smo v zadnjem obdobju veliko govorili o negi kože poleti, danes pa se bomo posvetili še poletni negi las. Pravzaprav vemo, da v teh poletnih mesecih kar nekaj faktorjev vpliva na naše lase, če omenim samo sol, klor, veter, sonce. Skratka, vse to so tisti motilci, ki lahko vplivajo na to, da so naši lasje bolj sušeni, da barva hitro obledi in da izgledamo tako kot po prvi vročinski nevihti, vsi razkuštrani, mogoče malo skravžljani. Skratka, danes se bomo skupaj z vrhunskimi izdelki Schwarzkopf pogovorili o tem, kako lahko s pravilno izbiro izdelkov in seveda tudi s pravilno uporabo dosežemo izjemne učinke, hkrati pa se zato ne rabimo odreči uživanju v poletnih aktivnostih. Danes moji gosti, pravzaprav že kar stalnica v naših oddajah. Mislim, da je tole že tretjič, ne? Alja in Bili, živijo, dobrodošli. Zdravo, zdravo. Ja, tako se mi zdi, da vedno, ko smo skupaj, se imamo lepo. Danes pa še z eno tako poletno temo, ki bo taka lepa uvertura tudi za nas v prihajajoče dopustne dneve, a ne? Tako. Smo se jih pogovarjali, da so ful veseli, da so nazaj, sploh pa, ker je taka zanimiva tema. In sploh zato, ker sta vi dve te izdelke že preizkusili in bomo danes res lahko spet klepetale, bom rekla, z informacijami iz prve roke, a ne? Ker je vedno dobro, vedno se veselimo tudi vseh teh vaših luštnih nasvetov, ki jih imata. Tega se še posebej veselim, pa verjetno tudi kakšno vprašanje pride, a ne nazadnje se veste, naša klepetalnica je že odprta, tako da dobrodošli, da kaj vprašate, lahko tudi samo kaj pokomentirate. Tole je v bistvu zdaj naša zadnja poletna oddaja pred potem tisto konec avgusta, tako da danes nekako si dajmo duška in res skupaj zajadrajmo v te lepe poletne dneve. Mogoče še to, zdaj, ko pogledam vajine lase, jaz bi rekla, da zelo lepo skrbite za lase in da vajino lasno nego precej prilagaja tudi letnemu času, v katerem smo. Sigurno. Se mi zdi, da je res pomembno prilagajati nego letnemu času, sploh kar poleti, kot si prej že omenila. Sonce, morje, klor, konstantno so izpostavljeni nekemu stresu za njih, tako da jaz si poleti res vzamem čas, da jih dodatno negujem, več produktov uporabljam, tudi se mi zdi, da jih ne zmasti tako hitro, ker so pač res suhi. Ja, Bili? Jaz ful prilagodim recimo tudi mogoče produkte, eni so za poletje, drugi so za pozimi, mogoče tiste debelejše, bolj hranilne za poletje, za pozimi pa lahko mogoče malo kje se odrečem kakšni stvari. Mogoče kakšen izziv, s katerim se srečata pri negi las, je kaj kar, ne vem, ne gre najbolj gladko? Poleti sigurno kakšno cukanje pri česanju, še posebej, ko prideš iz morja, pa pol ne prideš do kakšnega tuša, ne, in slani, klor, suhi, krepasti lasje, mislim, da je to eden večjih izzivov poleti. Nama hitro od vročine skoči v zrak, jaz se potim v glavo, pol pač nobena frizura mi ne stoji, tako da v bistvu poletje je kar par izzivov za nego las. Sem si prej sposodila eno frazo, Bilino, ne? Moji lasje poleti izgledajo, kako že kot? Kot da bi prišel vihar, ena nevihta, da bi me zadela. Ja, ne, mislim, da kar vsi približno, a ne, s tem izrazom vemo, kaj opisuješ, a ne, in sploh ta sol, ne, zna ponavadi narediti ta učinek, se da volumen na nek način, ampak žal ne samo, a ne, na tem predelu pri lasišču, ampak kar povsod, a ne. Kaj pa vajinih top 5 nasvetov za poletno nego las? Bo šlo? Ja, seveda, jaz bi rekla, moja prva stvar je, vedno imam, če grem na primer na plažo, s sabo en tak leave-in tretma, nekaj brez izpiranja, da pošpricam takoj, ko pridem iz vode, tudi zaradi lažjega razčesevanja, kar meni se lasi noro zavozlajo. Pol pa, ko pa pridem domov, pa sigurno jih sperem z sladko vodo, ne maram, da so slani, in enkrat na teden tudi maskam, tako za 10 minut pustim masko gor. Jaz sigurno poleti pazim na to zaščito za lase pred soncem, zato ker imam temnejše lase in znajo udariti na kakšno rdečo, oranžno barvo, kar pa itak noben noče, tako da obvezno zaščita proti soncu za lase.
Drugi moj nasvet je to, da mogoče, če se greš sončit, si daš kakšno maskico in hkrati, ker lasje postanejo topli in vroči, se lepo odprejo, da to masko res dobro upijejo in imamo 2 muhi na en mah. Ta tretja stvar pa je, da sigurno lahko poleti pustimo lase, da se na zraku posušijo, zato ker ni potrebno uporabiti teh vročih sredstev za lase, ki nam na koncu še bolj škodijo in izsušijo. Ja, še dodatna izsušitev v bistvu, ne poleg vseh teh vplivov, ki smo jih našteli, še toplotno obremenitev. Ja, kar velik zalogaj, tudi če imamo zelo kvaliteten las, ne? Tako. Preden nadaljujemo zelo zanimivo debato, kajti danes bomo res pravzaprav predstavile vse produkte, iz torej podjetja Schwarzkopf, ki nagovarjajo res vse te težave, ki smo jih zdaj naštele, tako da nismo zdaj samo navedle en kup enih težav, ampak jih imamo tudi rešitev, zato nikamor ne odhajate. Jaz samo na kratko še povem, kako lepe ugodnosti smo pripravili za vas na tole 1. julijsko oddajo. Torej 50-kratne točke na izdelke Schwarzkopf oziroma na celotne linije, zdaj jih bom točno naštela, torej linija barv za lase, krem Supreme, pa Blissful Hair Wonder in tudi na Taft lake za lase. Torej na vse te 3 linije Schwarzkopf imate 50-kratne točke, ki veljajo od danes pa do nedelje, tako v poslovalnicah DM s pomočjo QR kode, ki vam jo zgenerira aplikacija Moj DM, ali pa seveda, če nakupujete preko spleta v obdobju vašega naslonjača, absolutno vse ugodnosti se vam upoštevajo, če boste aktivirali kupone, ki so pa tudi že pripravljeni in samo še čakajo na vaš klik v kupon centru v aplikaciji Moj DM. Pa tudi lepa darila. Ja, nismo pozabili tudi na crkljanje in razvajanje. Nekaj daril z danes predstavljenimi izdelki bomo poklonili med vas, tako da držim pesti, da se med nagrajenci nekje v sredo oziroma četrtek znajdete prav vi. Klepetalnica sem že povedala, da je odprta, da dobrodošli, moderatorke so pripravljene na vaše, da vam odgovorijo, pa tudi moji 2 gosti danes boste z veseljem pomagali in dali kakšen nasvet. Vem, da tega vama ne manjka. Tako je. Zdaj pa jaz predlagam, da začnemo s prvim izdelkom in ne vem zakaj, Alja, zdaj si mi nekako ti in tvoja barva las mi je padla v oči. Vse ne pravim, da je zdaj to čisto konkretno tvoj odtenek, ampak tukaj imamo Schwarzkopf Creme Supreme 7:0 naravno temno blond barvo za lase. Jaz ne vem, meni bi se zdelo, da bi to kar šlo k tebi. Ja, sej sem gledala, da to je sigurno nekaj, proti kateremu bi se obrnila, če bi na policah iskala barvo zase. Všeč mi je, jaz vedno iščem nekaj hladnejšega, ker meni lasje udarijo na oranžno, tako da raje začnem za hladno barvo, ker vem, da po par pranjih bo itak toplejša prišla ven. Tako da ta je res super. Poleg tega, notri ima tudi serum. Ponavadi maska vedno pride z neko barva las, pride vedno z neko masko za po barvanju. Ta pa pride še s serumom, ki ga naneseš pred barvanjem in v bistvu tako zaščitiš lase in jih potem tudi neguje, tako da so po barvanju res nahranjeni. V bistvu, kot da bi naredil eno nego. Torej, to ni samo barva v resnici, to ni samo barva, zdaj so res nekako zelo, zelo moderni in to na vseh nivojih, tako pri negi kože kot tudi pri negi las, izdelki, ki združujejo tako močan obstojen učinek kot tudi negovalne faktorje in absolutno Creme Supreme je eden od takšnih izdelkov in zelo sem vesela, tukaj sem zdaj v bistvu vam zložila kar celotno vsebino škatle, to vse torej dobite, kot sva že omenili zraven je tudi tale maska za lase, ki vam bo na koncu dala še tisto piko na i, tole je sama barva, razvijalec barve in pa potem tukaj le še serumček, tako. In pa seveda tale, če se gre slučajno kaj, to je za obrisati, na kožo, kako je s tem? Ne, v bistvu da, po mojem je rokavička. Rokavička je. Da ti ne teče, ampak itak ta barva ni taka tekoča, kot so ponavadi, je zelo enostaven nanos, vsaj tako sem slišala. Ker dejansko velikokrat se tega barvanja doma ljudje malo strašijo, zato ker kadar so barve tekoče, je to zelo težko narediti, ampak ta pa dejansko je bolj gostljata, ne steče, tako tudi lažje dosežemo vse te skrite kotičke, res pridemo in zajamemo vse lase, tako da sigurno še en dodaten plus. Zdaj, sta si kdaj lase pobarvali doma? Kaj vam je pri barvi za lase recimo najbolj pomembno? Jaz sem že probala, sicer na bolj take nore barve, tako roza in to. In s tem sem bila zadovoljna, da bi si pa dejansko neko barvo pobarvala, tako v mojo blond ali pa rjavo.
Pa dejansko nisem probala, ampak me iskreno mika, da bi. Tako, poleti se ne maram li hoditi k frizerki, kaj tako vem, da se bo zaradi vremena in sonca in morja pač barva uničila. Tako da bi bilo super za eno hitro osvežitev doma, pa ceneje itak. Zakaj pa ne, a ne? Ja, jaz sem si že poskusila pobarvati lase doma in moram reči, da mi ni bilo všeč, zato ker so bili lasje na koncu suhi, presušeni, izgledali so, kot da bi si jih barvala že 10 let, namesto da sem barvo probala mogoče drugič. In ta barva je res odlična, zato ker ti še neguje in kot je rekla Alja, kot da bi prišel iz salona, ne pa da imaš na koncu las popolnoma izsušen in prestar. Kako pa recimo, zdaj imamo že prvo vprašanje, ki ga bom kar zastavila, ker se res navezuje zdaj konkretno na tole, kar govorimo. Kako poskrbeti, da se lasje poleti ne mastijo toliko? Da se ne mastijo. A ima tudi barva, ki je tukaj zraven veze? Ja, sigurno. Barva načeloma itak izsuši lase, tako da sigurno se po barvanju manj mastijo. Mislim pa, da je tudi pomembno, da če se že barvaš, imaš še posebno nego za pobarvanju in jaz bi rekla, da se to navezuje na to še posebej recimo šampon. Da res dobro našamponiraš 2-krat, mogoče celo 3-krat, če se ti lasje mastijo, ker je tam, od kjer izvira, Seveda. Ta problem. Res moraš doseči tisti občutek, kot da škripajo lasje. Takrat veš, da so zares čisti in potem bo tudi dlje zdržala pričeska, kasneje se bo zmastila. Tvoji lasje so sicer bolj nagnjeni ali ne? Ne, moji so sicer kar suhi. Suhi? Se zmastijo, ampak bolj zaradi tega, ker se potim dosti v Aha, glavi, ok, ja, ne, mislim, ne, se dejansko, in poleti, če je, torej nekako, tudi opažate, da imate poleti bolj mastno lasišče, je to čisto možno, da zaradi tega, ker se seveda več potimo, v ostalih mesecih pa nimamo občutka, zato ker se pač manj potimo, Pa več vlage. Pa več vlage in vsega. Dobro, mogoče še tole, če se malo vrnemo nazaj k barvi za lase Cream Supreme. Ena svetla, druga temna, tako da zdaj idealno zajamemo večji del populacije, ki nas gleda. Kako izbrati pravo barvo zase? Ja, jaz gledam ton kože, podton v bistvu. Zdaj se mogoče ne vidi, ker sem tako zagorela, ampak načeloma jaz po zimi sem kar bleda in tako imam kar hladen ton kože. Tako da grem raje tudi na hladne odtenke pri laseh. Sploh pa, kot sem tudi prej rekla, da mi potegne na oranžno, to vem, ker vidim na soncu, ko pač posije, da je vse oranžkasto. Grem raje na nekaj hladnejšega. Tako da jaz se nekako po tem orientiram. Jaz mislim, da pri nas temnolaskah je potrebno gledati na mogoče ten obrvi, zato ker lasje morajo biti tam nekje sorazmerno z barvo obrvi. In mislim, da ta barva zajame tudi najinspektor rahlo, glede na to, da itak imamo vsi obrvi malček svetlejše kot mogoče lase in je lahko bolj varira barva las. Res je. Še kakšen nasvet za skrb za lase po barvanju, ker zdaj smo že ugotovili, da vsi mi si želimo v bistvu ne samo doseči nekega vizualnega efekta, ampak predvsem efekt lepega, zdravega, sijočega lasu. Tega si želimo mi dejansko, ne? Sigurno dober šampon in kakšen conditioner za lase, vlažilen, kakšno olje, maska. Ja, kakšna linija, ki je res primerna za barvane lase. Jaz tudi pogledam, da po barvanju si jih par dni ne operem, da se tako barva res usede in potem grem z nego že za lasišče. V bistvu kakšen serum za lasišče, tako da negujem že od dejansko lasišča, lasne mešiške, da potem lasje lepše rastejo in so lepi, nahranjeni, negovani. Tudi do tega še pridemo. Danes bomo dali poudarek ne samo na lase, ampak tudi na lasišče, ker smo seveda to pa že osvojili, da imamo tudi na glavi pač kožo, za katero moramo poskrbeti, jo tudi primerno nahraniti, ampak do tega še pridemo. Najprej bomo začeli, torej potem, ko smo recimo nekako rečemo lase pobarvali, s to osnovno nego. Osnovna nega je zagotovo šamponiranje. Gliss šampon Full Hair Wonder je tale izdelek, ki je že tukaj le pred nami in to je izdelek, ki naredi razliko. Bojda že po prvem umivanju. In dragi dami, vidve sta ga preizkusili. Kaj vaju je prepričalo? Ja, dajmo začeti pri vonju. Že von. Res lepo diši. Jaz bi opisala kot tako
salonsko, kot da priješ ven iz salona potem, ko uporabiš. Zelo prijeten von, pa všeč mi je, da kljub temu, da pač, je precej intenziven, ni premočen. Ja, tako. Ni premočen. Zdaj pa druga stvar, meni je bilo všeč, kako se peni. Aha. Ja, to so zbili pokomentirali obema, da je bilo zelo všeč, da se lepo speni, ker še ne imam občutek, da si dovolj operem glavo. Pol pa itak vse prednosti, ki pridejo z konstantno uporabo tega šampona. V bistvu obljublja, da se ti lasje zgostijo. Jaz sem tudi uporabljala celotno linijo in lahko potrdim. Super, odlično. Bili? Meni se zdi najbolj pomembno to, da ti šampon ne oteži las, še posebej poleti. In mislim, da je ta res primeren zato, ker je brez silikonov, ima proteine in keratine, poleg tega ima pa tudi kofein, ki spodbudi cirkulacijo na laseh, kar pomeni, da imamo pol lahko mogoče še več volumna in lasje bolj rastejo. To vse, kar ste zdaj povedali, mi je zelo, zelo všeč. Me pa zanima, kaj je prva stvar, ki jo naredite z lasmi po dnevu na plaži ali bazenu? Nujno sprat z vodo. V isti skupini. Jaz moram imeti tega na laseh, res ne. Če imam slane lase, mora biti nujno speti, ker da grem tako čez njih in so celi suhi in slani, ne morem. Tako da definitivno sladek tuš, Tuširanje. Sladko vodo. Lahko si tudi posladkate, če bo bolj kaj boš. V glavnem, potuš, direkt sprat dol, kar je od morja in potem maska obvezno. Ali pa, ko pridem izpod tuša, pa na mokre lase še en šprejček, ki je brez izpiranja, da ki še zraven zaščiti pred potem feniranjem mogoče. Pa dobro, no, zdaj smo pa res pomislili že skoraj na res večina vidikov pri negi las, ampak sej brez skrbi. Gremo mi še vedno lepo počasi, torej zdaj od šampona, še nazaj k šamponu. Veste, kaj me zanima, si poleti torej umivata lase bolj pogosto, bi rekli, da je ta intenziteta nekako pogostejša kot recimo tekom leta? Zame ne, jaz kar ohranjam ta moj enkrat tedenski ritual umivanja glave, tako da je ta šampon tako idealen tudi, če si vsak dan, ampak mislim, da tudi meni ustreza, ki si enkrat na teden. 400 ml in priročen pokrovček. Tole zadoščuje tudi za kar nekaj časa, če smo čisto iskreni. Primeren je za vsakodnevno uporabo, če kdo želi uporabljati. Jaz sicer grem poleti na tako vsak drugi dan zaradi raznih obveznosti in ker sem pogosto potem v morju in ne morem iti z slanimi lasmi okoli. Ampak če bi kdo želel, se lahko uporablja tudi vsak dan. Sicer šamponiramo enkrat, dvakrat, kaj imate raje? Jaz vedno dvakrat. Dvakrat sigurno, še posebej, da dobimo res ta učinek od šampona, da bo res dobro deloval in da so lasje pol še bolj močni in gostejši. Da škripajo, a ne? Prvič jih res očistiš, drugič pa tako dodaš v bistvu še tisto, kar rabijo, da dejansko dobiš efekt od tega šampona. Ker je meni recimo vedno zanimivo, jaz tudi vedno, mislim, sploh, če so lasje dolgi, potem se mi zdi tako ali tako nekako, vsi dvakrat šamponiramo, ampak jaz recimo opazim, kako več pene, koliko več pene je pri drugem šamponiranju. Ste kdaj to opazili? Sploh, če pred pranjem naneseš kakšno masko ali pa kakšen tretma za negovanje, z enim pranjem ne dosežeš čistega učinka. Kakšna pa je pravilna količina šampona Gliss Hair Wonder, recimo, če govorimo zdaj o dvakratnem šamponiranju, kaj bi rekli? Sigurno je odvisno od dolžine las, sicer pa itak je najbolj pomembno, da opereš lasišče, tako da nekako dve jedilni žlici, mogoče nekje 10 ml, če lahko tako primerjamo za nekje srednje dolge lase. Tako. To se pravi, mi da pa še mečkem več. In tako, še posebej, če so zelo gosti. Tako. Lahko zaključimo ob tem izdelku, da je bil vajin vtis pozitiven, kaj bi rekli, dragi dami? Mislim, da res, da bolj nahranjenih las po teh začetnih počitnicah nismo še imeli. Odlično. Mi je všeč in absolutno preizkusimo. Gliss Express Regenerator Full Hair Wonder pa je nekaj, kar je
Naša Alja že prej tako malo med vrsticami omenila, meni se je kar smejalo, ker sem nekako predvidevala, da govoriš o našem naslednjem izdelku. A si imela v mislih tale regenerator? Točno tega sem imela v mislih, ja. Jaz, ko sem ga sprovala, sem bila tako presenečena. Res sem ga pošpricala na mokre lase, jaz, ker imam barvane plus tanke in suhe, se po pranju kar konkretno zmečkajo in brez dobrega leave-in conditionerja ne bom počesala las nikoli. Tako da tega sem pošpricala, pustila mogoče 2 sekunde, da učinkuje in potem sem počesala in je šlo tako z enim potegom. Res, sem bila ful presenečena. Plus 5 von. Ja. A bomo malo pošpricali? Ja. Malo pošpricati. Zdaj že vemo, ne, vsi iz linije, a ne, torej Full Hair Wonder pač dišijo enako, ta vijolična embalaža značilna, ampak res tako lepo diši, da mi se bomo še kaj malo prvočili. Ja. Je, ne? Ja. Ampak je tako poletom von, ne? A veš, da ni premočen von, da ga ne bi mogel uporabljati recimo po 4-krat na dan, če je potrebno. To je tudi moja najljubša stvar, da ga vržeš v torbico, kot imaš kremo za roke in če potrebuješ tekom dneva si malo pošpricaš in osvežiš frizuro oziroma hkrati še nahraniš lase, ne? Ja, ker je primeren za suhe in mokre. Super, odlično. Torej, čeprav smo imeli danes nekako bolj skoncentrirane na to poletno nego las, mislim, da je prav pri tem izdelku omenimo, da je idealen tudi za zaščito naših las pred toplotnim obdelovanjem, torej feni, torej kodralniki, ravnalci za lase in ostali pripomočki, ki zdaj obstajajo, absolutno pred uporabo potrebujejo takšen produkt, če želimo, da naši lasje ne bodo izgledali samo enkratno lepo, ampak da bomo lahko še dolgo časa jih oblikovali, ampak hkrati skrbeli za to, da izgledajo zdravo, sijoče, nahranjeno. Ker visoka zaščita do 230 stopinj, tako da več po mojem in upam, da noben ne potrebuje. In tudi na suhe lase, ne? To smo tudi že rekli. Imate še kakšen trik za razčesavanje? Mislim, to je meni poleti res velik izziv, bili zdaj veš, kaj to pomeni, ne? Pa tudi ti, Alja, verjamem, če imaš bolj suh las, je tudi ponavadi bolj nagnjen k samemu vozlanju, ne? Ja, tako je. Mislim, da najboljši trik je, da si prvo recimo, če imaš mokre in prideš iz vode, pošpricaš tale leave-in conditioner in si greš pol z glavnikom, ki ima široke zobe, lepo počasi od spodaj, torej konice lasa proti gor. Torej začneš spodaj in obdeluješ svojo pot gor do korenin, da lahko pol na koncu lepo potegneš, ker čim začneš na vrhu, se ti zatakne, izpuliš pol las. Tako. To je moja klasična napaka, tako da hvala Bili, danes si nanizala že drugega v na svet namreč, tako da tale bo šel tudi v eno beležkico. No, mislim, absolutno, tudi popolna nega las, ki jo lahko privoščimo našemu lasišču in našim lasem ob neprimernem rokovanju s krtačo oziroma glavnikom, zbledijo vsi te efekti. Tako da to je kar dobro, da res nekako poskrbimo za to, da smo mi umirjeni, ko to počnemo. Mene ponavadi to, ker po pol ure postanem že pa kar malo živčna, če ne vse več hodimo. Lepo počasi in strpno, da res ne uničujemo lasa. Ja, če pa mogoče nimaš krtače s sabo glavnika, pa jaz priporočam, da že pod tušem, mogoče niti ne, ko šamponiraš najprej, da samo lasišče, da res ne upleteš še konic, da se jih tako ne zmečka, pol pa jih lahko kar z prsti, malo preščeseš in ko priješ ven še to pošpricaš, še enkrat malo greš čez in mislim, da bi moglo biti kar v redu. Sliši se fantastično in hvala lepa. Alja, tudi ti nisi odmah danes, jih nizata obe tele na svete. Poletje dobro vpliva na vaju. Zdaj pa prihajamo do enega izdelka, pri katerem pa mogoče, Alja, rada malo poklepetala s tabo. Zakaj? Vem, da si imela eno obdobje v življenju, ko ti je tale izdelek res prišel zelo prav. In glede na to, da če ne bi ti zdaj tega obdobja omenila, mi sploh ne bi vedeli, da je bil vmes, to pomeni, da ta izdelek res deluje. Zdaj pa prosim razloži. Govorimo namreč o Gliss Full Hair Wonder Scalp Serumu, ki je namenjen negi našega lasišča. Ja, jaz sem imela eno obdobje, ko so mi ful izpadli lase, ful so se polomili, res so se tako obrnili iz včeraj na danes na eno katastrofo, sem bila čisto obupana in sem šla na en tak hair health journey in sem v bistvu pokupila vse, kar je pisalo, da spodbuja rast las in da zagotavlja gostejše lase in itak sem takoj opazila to viola linijo, mislim, da jo težko svališ in ta izdelek se mi je zdel ful zanimiv, v bistvu je serum za lasišče, ki spodbuja rast, lahko ga uporabljaš spet na suhe in na mokre lase,
vsak dan. Ful je zanimiv aplikator. In jaz sem res opazila rezultate potem, ko sem to začela redno uporabljati in vključila v mojo rutino. Ja, tale aplikator je res fantastičen, ker res človek pride zelo konkretno do lasišča, zelo natančen nanos je in to nekako olajša sam potek. Kako pa bi rekla, da so se te izboljšave dogajale? Kdaj si opazila nek ta prvi učinek, da grejo stvari na bolje? Ene 6 tednov mu moraš vse dodati. Itak pa ne moreš, lasi ne bojo začeli rasti, ne vem, svetlobno hitrostjo, ampak jaz sem opazila razliko. Ko sem polizala lase, tukaj je bilo vse bolj polno, tako lepša linija. Opazila sem več narastka, tako sem se mogla iti pobarvati po 2 mesecih namesto po 3. In sem bila kar zadovoljna v bistvu z rezultati. Mimogrede, ker jaz se popolnoma strinjam, da ljudje kar malo zanemarjamo naše lasišče, sej vedno manj, ker se o tem več govori. Ampak, a veš, kaj se mi zdi, da ljudi najbolj skrbi, ko govorimo o negi lasišča? To, da bi se nam lasišče pri uporabi takih izdelkov začelo mastiti. In zdaj sploh ljudje, ki imajo že tako mogoče malo bolj so nagnjeni pač mastnemu lasišču, si zdaj mislijo, in zdaj ne dam pa še to gor, ampak to sploh ni masten izdelek, lahko potrdim, ker sem videla na Ali in si je masirala in zjutraj in zvečer, res tako tistih 5 minut se lepo upije in je imela lase še vedno popolnoma čiste. Ja, res je, v bistvu, ko daš na začetku gor, sem bila tudi jaz malo začudena, zdaj pa imam malo mokre lase, kako to deluje, ampak se hitro posuši in ne pusti masno. Meni se je zdaj kar čudežen izdelek, ker nisem pričakovala, da pa ponavadi sem imela vedno olja, ki jih uporabiš pred pranjem, ampak to je ful zanimivo, kar lahko res vsak dan uporabljaš. Zdaj omenila je Bili, da si masirala lasišče. Smela kakšno posebno tehniko? V bistvu sem nanesla tako, sem naredila prečko na sredini, pa nanesla, pa na strani, nanesla, pa malo še dala v roke, pa sem lepo začela tako z blazinicami masirati, 5 minut, sem si vzela čas, en tak večerni ritual, lahko mogoče rečeš, fantu, če ti masira, absolutno. To je šele pravi relaks, ne? To. Ta zadnji del mi je bil sploh všeč. Dobro, vse punce se moramo znajti, ne? Pa tudi bodimo iskreni, masaža lasišča ne bo blagodejno vplivala samo na vaše lasišče, ampak na celotno telo, tukaj gor so pravzaprav vse točke, tako kot na stopalih, tudi na glavi, vse točke po celem telesu, za vse notranje organe, tako da ob pravi masaži, boste pospešili cirkulacijo in zagotovo blagodejno vplivali na kar celotno počutje. V kateri fazi rutine nege las pa potem mi dodajamo tale Gliss Full Hair Wonder? Lahko takoj po tuširanju, na še mokre, brez izpiranja seveda, ali pa potem zjutraj ali pa zvečer na kar na suhe lase. Super. Lahko tudi oboje, če imaš čas, voljo. Tukaj ni problema, tukaj lahko rečemo več. Tako je. Naš zadnji izdelek se bo, vsaj sprva se tako zdi, mogoče malo bolj posvetil samemu oblikovanju las, Taft Lac Aloe Boost, ampak pravzaprav je tole tudi lak, ki ne kljubuje samo vlagi in vročini, ampak tudi vsebuje aloe vero za vlaženje in niacinamid, ki pomaga krepiti lase, kar spet dokazuje, da so res v trendu izdelki, ki niso samo namenjeni oblikovanju in zunanjemu videzu, ampak so predvsem hkrati tudi negovalni, ker je tale lak tudi brez silikonov, ni testiran na živalih, je v bistvu veganska formula, primeren res za zelo, zelo široko skupino ljudi. Tako da vidve sta ga uporabili. Pri kakšni poletni pričeski imata mogoče kakšno drago poletno pričesko? Jaz sigurno pri kodrih, mogoče zdaj tako kot imam zdaj, pol spete gor, pol dol, imam rada take bolj sproščene, ampak poleti zaradi vlage se mi napihnejo. Mi je pa ta lak tako všeč, zato ker mi ne naredi tistih trdih kodrov, kjer postanejo krepasti in taki neprijetni na dotik, ker jih neguje, ampak hkrati obdržuje tisti stil pričeske. Ja, vse je lep. Vidiš kodre, kako delijo lepo, ne? Lepi so. In hkrati, še recimo tudi ena od takšnih frizur, ki je primerna tako za čez dan, kot tudi za zvečer. Kaj pa ti, Alja? Jaz pa obožujem polizano figo, zato ker mi je vroče in raje sprem lase in imam mir. Tako da v bistvu jaz figo poleti naredim tudi s temi izdelki, si jih tako malo bolj na gosto nanesem, da so potem lasje malo bolj kot že mokri in jih lažje oblikujem. Poližem nazaj z krtačo, elastiko spnem figo in potem lak
ali rahlo nanesem kar tako direkt na lase, ali pa najraje dam ga na eno krtačko, ki imam tako za polizati, ga lepo pošpricam in potem samo počešem in je to fiksirano. Well done, sedi pet. Izdelek ima to tako, bom rekla, elegantno embalažo, je tak tudi praktičen razpršilec, mogoče, če si za to pokaževa, pa predvsem, veš kaj, dej pokaži še, Alja, prosim, kakšna mora biti pravilen odmik od glave, ker velikokrat mi preblizu to, vse skupaj razpršimo in ne dosežemo seveda efekta, ki si ga želimo zaradi tega. Lahko mene pošpricaš. Najprej ga pretreseš, da se v bistvu vse sestavine lepo pomešajo in potem ene 30 cm od las, takole razpršiš. Zelo lepo diši. Takole. Je super. Hvala. No, zdaj smo bili uredili še tako, da gre lahko na kakšno poletno pijačko. Ta srečnica je. Zanimivo, ne pri teh težkih laseh, da toliko časa zadrži. To je zaradi kodrov, zato najrajši uporabljam, ko sem sveže uprana, brez samo z recimo tem leave-in conditionerjem, jih pustim, da se na zraku posušijo, dodam to in mi drži cel teden. A bi rekla, da moramo biti še na kaj pozorni pri uporabi tega laka za lase? Da dobro pretreseš. Sigurno, in res, da ne špricaš preblizu, ker potem v bistvu samo tako en moker kos laka bo postal in ne boš dosegla želenega efekta, tako je res lepo daleč in narahlo. In glede na to, da je hranilен, ne špricati na mokre lase, ampak samo na koncu, ko je pričeska že končana, takrat je idealno, da dosežemo vse učinke tega produkta. Odlično. Mislim, hvala lepa za zelo, zelo podroben, konkreten opis vseh današnjih izdelkov. Ne samo, da smo jih opisala, jaz mislim, da smo tudi zelo lepo prikazali in razložile, kako se stvarem streže. In hvala tudi vsem vam, ker ste bili danes zelo pridni v naši klepetalnici, bilo je veliko vprašanj. Žal je nam malo zmanjkalo časa, da zdaj še na kakšnega odgovorimo, ampak jaz verjamem, da so naše moderatorke poskrbele za to, da ste dobili odgovor, ki ste ga iskali. Bili Alja, hvala. Hvala za povabilo. Vedno z veseljem. In kot sem že prej rekla, na nek način ste tako ali tako že kar malo stalnica v naši oddaji DM Live, to je bil že 3. obisk, tako da verjamem, da se vidimo vsaj še 4. Sigurno, z veseljem. Lepo poletje vam želim. Enako. Tudi vsem vam, seveda ne pozabite še pred dopustom aktivirati kuponov in izkoristiti 50-kratnih točk. Torej, kot smo že povedali, na 3 linije izdelkov, to so linije Gliss Full Hair Wonder, Taft in Cream Supreme, tako da 50-kratne točke od danes pa do nedelje in verjamem, da bo tole tudi kakšen od produktov, ki ga boste z veseljem sabo odnesli na zaslužen dopust. Ko se vrnemo nazaj, torej 19. avgusta, pa bomo govorili o otroški prehrani, še ena zelo zanimiva tema, tako da verjamem, da če ne prej se vidimo takrat in tudi držim seveda pesti za vse tiste, ki ste bili danes z nami, ker to pomeni, da ste tudi v žrebu za nekaj lepih paketov, ki jih bomo razposlali med vas tam nekje ob koncu tedna. Hvala lepa in vse dobro, srečno. Srečno.